Novo poročilo razkriva, kako daleč je bil Izrael pripravljen iti pri pripravah na soočenje z Iranom, vključno z domnevno izgradnjo ne ene, ampak dveh tajnih vojaških baz v Iraku pred lanskoletnimi napadi. Po poročanju New York Timesa so bile te tajne baze uporabljene za skrajšanje časa poletov v okviru izraelskih operacij proti Iranu ter za podporo logistiki, reševalnim ekipam in misijam specialnih enot povezanih z zračno kampanjo. Vendar pa poročilo tudi navaja, da je bila ta skrivnostnost usodna, saj naj bi bili iraški vojaki in celo civilisti ubiti, potem ko so po naključju naleteli na eno od skritih lokacij v zahodni puščavi. Zdaj bi se rada obrnila na naše goste v studiu. Z nami sta naša varnostna analitičarka Jakov Lapin in Ariel Osran, naša višja dopisnica za Bližnji vzhod. Torej, Ariel Osran, najprej bi se rada obrnila nate. Prosim, predstavi podrobnosti teh poročil in kaj pravijo o domnevnih bazah. To sledi izvirnemu poročanju Wall Street Journala, ki eno izraelsko tajno bazo postavlja v iraško puščavo na zahodnem delu države. To novo poročilo New York Timesa omenja še eno. Torej, to pomeni: Izrael je v preteklem letu vzpostavil dve tajni bazi v iraški puščavi, namenjeni zagotavljanju logistične podpore za izraelske napade. Sprva v 12-dnevni vojni junija lani. In nato tudi zdaj marca v zadnji 40-dnevni vojni z Iranom. Drug namen te baze je bil scenarij, v katerem bi bil izraelsko lovsko letalo sestreljen, da bi to lahko zagotovilo središče za hitro posredovanje, iz katerega bi lahko rešili pilota ali pilote iz sestreljenega letala. Podoben scenarij smo videli na ameriški strani, torej gre za izraelsko načrtovanje za takšen scenarij. To je precej izjemno. Izrael namreč občasno vzdržuje svojo prisotnost v Iraku. To odpira dve glavni vprašanji na iraški strani. Prvo, ali so vedeli za to? Če niso vedeli in se je to zgodilo, je to zanje zelo nerodno. Toda v primeru, da so vedeli za to, je to prav tako zelo zaskrbljujoče za Iračane, oziroma posebej za tiste, ki nasprotujejo povezovanju z Zahodom, podpirajo tesnejše povezovanje z Iranom. Obstajajo tudi skrbi, da so Združene države Amerike skušale izkoristiti svoje odnose z Irakom, da bi zagotovile, da se Iračani ne bi preveč približali tja. Ampak tudi zato, da bi izgledalo, kot da gre za ameriške objekte, ne pa za izraelske objekte. Kar bi morda povzročilo tudi nekaj napetosti med Bagdadom in Washingtonom. Seveda to vodi do naslednjega vprašanja, in sicer, kakšne politične posledice bi to lahko na koncu povzročilo za iraško vlado, tako doma kot v regiji. Očitno smo pravkar videli te nove volitve. Vprašanje je, ali bi lahko takšen škandal na koncu Irak še bolj oddaljil od Združenih držav Amerike. Ali pa je iraška vlada trenutno v položaju, ko mora v bistvu najti način, da se razume z ZDA. Ja, glejte, Bagdad že leta lovi ravnotežje med tem, da skuša zadovoljiti Zahod, predvsem Združene države Amerike, hkrati pa ostaja v veliki meri usklajen z Iranom. Iraške oborožene sile so pretežno sestavljene iz proiraških iranskih milic, za katere ZDA zahtevajo, da se razpustijo. Zdaj, kar vidimo zdaj s to novo iraško vlado, ki jo vodi politično neznanec brez vpliva, pravzaprav je v enem od svojih nedavnih televizijskih govorov naredil več kot 80 napak v arabščini, pa je Arabec. In to samo poudarja, kako neizkušen je ta človek. In obstaja občutek, da se njegova vlada, ki se že zdaj kaže kot še bolj proiransko usmerjena vlada kot prejšnja, ki so jo tega obtoževali. Tako to ne bo pomagalo pomiriti skrbi v Washingtonu. Tako se ta nova vlada pod vodstvom El-Zaidija res vidi kot šibka vlada, nad katero bo Iran le še povečal svoj vpliv. In zdaj ostaja vprašanje, kako bo Washington naslovil to nastajajoče razočaranje, lahko rečemo, nad Irakom in skrbi, da ne glede na to, koliko finančne in vojaške podpore nudi Iraku, ta še naprej igra v roke Iranu. Zdaj bi se rada hitro obrnila nate, Jakov, glede dejstva, da so to očitno tajne baze,
ki jih je domnevno zgradil Izrael. Očitno je veliko vprašanj o zakonitosti tega, da Izrael to počne med vojno. Če obstajajo kakšna tveganja in pravila v zvezi s takšnimi vrstami tajnih operacij? Ne, nisem seznanjen z nobenimi vprašanji glede zakonitosti. Na koncu dneva je Irak disfunkcionalna in propadla država, ki je v bistvu na mnoge načine že pod iranskim nadzorom. Ne vidim nikogar, ki bi bil posebej zaskrbljen zaradi nezakonitosti iranskega prevzema Iraka prek milic. Torej, če bi Izrael vzpostavil baze, začasne baze za olajšanje iskalnih in reševalnih misij, je to odraz šibkosti iraške države. In to je problem, s katerim se mora spopasti Irak in samo Irak. Mislim, da nas to sploh ne bi smelo skrbeti. Poglejte, na koncu dneva je Iran oddaljeno operativno območje in povsem logično je, vsaj v teoriji, da bi Izrael želel vzpostaviti začasne baze za iskanje in reševanje ter za specialne enote, dokler njegove zračne sile delujejo v tej oddaljeni iranski areni. Če bog ne daj bi se kaj zgodilo v Iranu, bi trajalo predolgo, da bi tukaj vzpostavili iskanje in reševanje. In zato je povsem smiselno, da je bilo to narejeno tam. Sumil sem, da prva baza, v kateri so poročali, za katero nikoli nismo imeli potrditve, ni bila zadnja. To je bil le osebni sum. In zdaj imamo poročila o še eni. Če pogledaš velikost te arene, je smiselno. V redu. Rada bi se obema zahvalila za odgovore na moja vprašanja. Kmalu se bomo spet vrnili k vama.